V oddaji Moja odgovornost do družbe se bomo pogovarjali z dr. Živkom Bergantom, dolgoletnim strokovnjakom na področju financ, revizije in etike. Popeljal nas bo v razmislek o družbeni odgovornosti posameznika. Kaj pomeni, da je človek odgovoren najprej do sebe, nato do drugih in tudi do širše družbe? Kako lahko vsak izmed nas s svojim znanjem, zgledom in delovanjem prispeva k blaginji skupnosti ter prihodnjih generacij? In zakaj je odgovornost vedno povezana tudi z našim poslanstvom ter notranjim mirom? Pridružite se nam v pogovoru, kjer bomo iskali odgovore, kako lahko s svojimi dejanji soustvarjamo boljšo in bolj pravično družbo. Dobrodošli v oddaji Moja odgovornost do družbe. Tokrat gostimo človeka, ki je svoje življenje posvetil financam, etiki in odgovornemu vodenju. Dr. Živko Bergant. Že več desetletij je aktiven kot pooblaščeni revizor in preizkušeni poslovni finančnik, njegova strokovnost pa sega od vodenja računovodstva, finančnih, direktorskih funkcij in članstva v upravah do svetovalnih vlog v podjetjih. Dr. Bergant je s svojim delom zaznamoval slovensko stroko, sodeloval je pri oblikovanju kodeksov poslovno-finančnih načel in poklicne etike finančnika. Vrsto let pa kot predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo in številnih seminarjih deli svoje bogato znanje z mladimi in z vsemi, ki se želijo strokovno rasti. Toda za številkami in funkcijami stoji človek, ki razume, kaj so resnična odličnost, odgovornost in etika povezane tudi z osebnimi vrednotami, ki jih živimo doma, v krogu družine. Prav zato se bomo danes dotaknili tudi tega, kako lahko strokovnost, integriteta in poštenost oblikujejo ne le poslovni svet, temveč tudi naše najtesnejše odnose. V današnji oddaji bomo skupaj z našim gostom raziskali, kakšna je povezanost posameznika z vidika družbene odgovornosti in pripravite se na zanimivo, drugačno in morda celo presenetljivo razpravo. Gospod Živko Bergant, pozdravljeni v studiu. Lep dober dan. Ja, v ozadju tukaj imava zanimivo sliko, ki v osnovi prikazuje družbeno odgovornost posameznika tako do sebe, kot do družbe in v združbah. Prav razumem? Ja. Kako bi torej vi na preprost način razložili pojem družbena odgovornost posameznika? Družbena odgovornost je očitno popularen pojem, ki se mnogo uporablja, se pa tudi večkrat zlorablja. Vsak si ga po svoje predstavlja. Zavedati se je treba, da smo nosilci družbene odgovornosti samo ljudje. Ne more biti nek predmet ali podjetje kot tako, ampak so samo ljudje tisti, ki nosijo in se morajo zavedati družbene odgovornosti do družbe. To pomeni, da lahko posameznika vključimo v celotno strukturo družbe na 3 načine. Najprej je odgovoren do sebe, kot iz slike vidno, potem do družbe in v posameznih združbah, torej organizacijah, kjer posameznik tako ali drugače deluje. Zakaj torej je odgovornost posameznika do samega sebe, sprav ta levi del, zdravje, izobraževanje, poslanstvo, pravzaprav prvi korak k družbeni? Prvi korak je zavedanje, da se pri posamezniku vse začne in ponavadi tudi konča. To se pravi, odnos do svojega zdravja je nekaj, kar pogosto zanemarjamo, vključno z mano. Tukaj bi morda uporabil pojem moralni hazard, kjer se nekako zanašamo, da bo zavarovalnica kaj pokrila, pa
pa socialno, pa zdravstveno zavarovanje in tako naprej. Pozabljamo, da pravzaprav to nekdo vedno mora plačati. Druga točka, ki je izobrazba, je nekaj, kar vsak sliši dostikrat, vseživljenjsko izobraževanje, pa se do tega ne postavljamo tako, kot bi se morali. Samo z stalno rastjo, osebno rastjo znanja je možno pravzaprav realizirati tudi v končni fazi odgovornost do družbe. Pri čemer bi lahko citiral Konfucija, ki je rekel, da študij brez misli je brezploden, misel brez študija pa je nevarna. Skratka, vsi smo navajeni kar kritiziramo. Najlažje. Ker smo slabe volje, pa kritiziramo, kot recimo na gostilniška debata. Pri tem pa se ne zavedamo, da marsikatere stvari pravzaprav ne razumemo. Ali pa nanjo sploh nismo pripravljeni razumeti ali pa zanjo kaj žrtvovati. Kako lahko samo refleksija oziroma samo zavedanje prispevata k bolj odgovornemu ravnanju v vsakdanjem življenju? Ja, samo zavedanje oziroma samo refleksija pomeni, da se zavedamo svojih sposobnosti, da se zavedamo svojega odziva na okolje, svojih čustvenih odzivov in da se imamo na nek način pod kontrolo. Da vemo, kako se obnašamo v določenih situacijah, kaj je dobro in kaj je slabo. In to nam daje potem eno ravnovesje pri delovanju. In to je povezano potem tudi s svojimi željami, s cilji, ki jih imamo sploh v življenju. Govorimo namreč o poslanstvu posameznika. Kaj je torej poslanstvo posameznika? Mislim, da se ljudje ponavadi ne vprašamo, kaj je naše poslanstvo. Odgovor je zelo preprost. Ali imamo občutek, da smo komu koristni? Težko si predstavljam človeka, ki bi bil zadovoljen z ugotovitvijo, da sploh ni nikomur koristen na tem svetu. Mislim, da je tako stanje zelo lahko kratkega veka in pravzaprav vodi v neko frustracijo in težave samim seboj. Vprašanje pa, če je koristno za nekoga isto kot za nekoga drugega, ne? Torej, komu smo koristni? Temu bi lahko, to je vprašanje, na katerega je odgovor samo poslanstvo. Kaj je naše poslanstvo? In če se zavedamo, komu želimo biti koristni v svojem življenju, potem smo ta odgovor našli. V čem pa vidite potem razliko med moraliziranjem in resnično praktično družbeno odgovornostjo? Ja, moraliziranje je to, kar so neka načela samo na jeziku, jih pa ne živimo. In pa še nekaj, to vidimo samo pri drugih, pri sebi pa vedno manj. Torej, nismo samo kritični. Je vedno lažje pokazati prst na druge, kakor na Ja, zase? najlažje govorimo, da se bi morali drugi spremeniti, mi pa nikakor. Pri čemer je treba poudariti, kdaj se spreminjamo. Kdaj se človek spreminja? Takrat, kadar je dejansko prisiljen. Torej, v krizi se vidi, kako človek razmišlja in deluje. Se strinjam.
Še na vprašanje, preden greva na kratko pauzo. Ali menite, da je jasno zavedanje osebnega poslanstva nujen pogoj, da človek lahko deluje odgovorno do skupnosti? Absolutno. Mislim, da je zavedanje poslanstva tista zvezda severnica, za katero moramo hoditi. To je splošni cilj v življenju, ki nas osvešča, ki nas tudi hrabri, in če to svoje poslanstvo izvajamo, smo zadovoljni in nekako pridobivamo na svoji samopodobi. S tem se torej aktualiziramo, s tem dokazujemo svoj raison d'être, to se pravi smisel življenja. Super, zelo zanimivo. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bil prvi del oddaje Odgovornost do družbe. Vabim vas, da si vzamemo kratek predah in potem nadaljujemo. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moj odnos do družbene odgovornosti. Zdaj v prvem delu sva pogledala odnos družbene odgovornosti posameznika do samega sebe. Zdaj se je predstavljala tukaj na skici na sredinski del, se pravi odnos in odgovornost posameznika do družbe. Torej, kako se družbena odgovornost posameznika kaže v odnosu do drugih ljudi? Gre za tri pravzaprav vidike tega odnosa. Prvič je odnos do drugih ljudi, potem imamo odnos do okolja in do prihodnjih generacij. V okviru odnosa do drugih ljudi se moramo pravzaprav ustaviti pri dveh stvareh. Važno je naša čustvena inteligenca, torej kako razumemo druge, ali smo sposobni empatije, torej vživljanja v sočloveka in ga poskušamo razumeti. In seveda to delamo v ožjem ali pa v širšem krogu. Ljudje smo različni, različno to tudi razumemo. In najbolj smo občutljivi, če se drug do nas ne obnaša dobro. Kako se pa mi obnašamo do drugih, pa seveda ne moramo sami soditi, to sodijo drugi. Kako pa, bom rekel, empatija ste prej omenili, se pravi sposobnost se vživljati v druge. Pa generalno ljudje imajo to sposobnost dobro razvito, ali jo imajo razvito, ko želijo, ali ne? Vsako sposobnost je treba razvijati. Nikomur ni dana a priori, torej ob rojstvu. To pomeni, se z tega treba zavedati in jo razvijati, sama po sebi ni razumljiva. Torej, kakšno vlogo ima čustvena inteligenca in empatija pri grajenju odgovornih odnosov? Najpomembnejši pri tem je naš vzgled. Ker če se mi obnašamo ustrezno, torej se vživljamo v sočloveka, ga poskušamo razumeti, pomeni, da dajemo dober vzgled, kako se je treba obnašati. Druga razsežnost tega vzgleda pa je, da prispevamo k dobremu vzdušju v okolju, k dobremu vzdušju med ljudmi. In ne dvigujemo temperature po nepotrebnem. Ja, se strinjam. Se pravi, v bistvu vzgled v različnih vlogah. Ena je v vlogi starša lahko, druga je v vlogi zaposlenega, sodelavca, prijatelja. Te vloge so najrazličnejše in pri vseh je treba najti tisto pravo mero odnosa do sočloveka.
Zakaj je solidarnost, naprimer prostovoljno delo ali pomoč šibkejšim, ključna sestavina družbene odgovornosti? Solidarnost je nekaj, kar običajno ni dobro razumljena. Pogosto se to zamenjuje z dobrotvornostjo, Aha, okay. z usmiljenostjo, z dajanjem miloščine, torej s tujko rečemo temu filantropija. To ni isto. Namreč treba je vedeti, da je vsak človek ima neodtujljivo pravico do svojega obstoja. Če mu zanikamo to pravico, potem zanikamo pravico do obstoja in seveda to pomeni vse posledice negativne, ki iz tega izhajajo. Kaj pa tisti ljudje, ki ne morejo svojega obstoja zagotoviti, ki so tako ali drugače prikrajšani, hendikepirani, ne morejo zaslužiti za svoje normalno življenje. Tedaj pride do trenutka, ko se vključi pojem solidarnosti. Vendar ta solidarnost ni miloščina. Zakaj? Zaradi tega, ker se solidarnost pokaže kot preoblikovana pravica do obstoja človeka. Če človeku odrečemo pravico do solidarnosti, smo mu odrekli pravico do njegovega obstoja. To se pravi, ko nekomu nekaj darujemo, miloščina kot taka je pravzaprav nekaj, kar bi lahko človeka užalilo. To je žalitev. Kajti on ima ne pravico do miloščine, on ima pravico do solidarnosti. Mi imamo pa dolžnost to solidarnost tudi izvajati, ker moramo priznati sočloveku njegovo pravico do obstoja. Zanimivo. Kako razumete odgovornost posameznika do prihodnjih generacij? Naše prihodnje generacije so naši otroci. Vidim, najpomembnejši del te odgovornosti je vzgoja. To je verjetno najtežja naloga vsakih staršev, ki jo vsak poskuša na svoj način izvesti. Bolj ali manj uspešno. Mislim, da je uspeh te vzgoje se pokaže v tem, kako se otroci obnašajo v družbi. Kakšen odnos imajo do družbe in ali imajo občutek dolžnosti, obveznosti do družbe. Kajti družbena obveznost posameznika nastane ob njegovem rojstvu. Zakaj? Zato, ker je družba vanj že vložila en kup denarja, če hočete, še predno se je rodil. In ko se rodi z nekim dolgom do družbe. In ta dolg celo življenje človek odplačuje s svojim prispevanjem k družbi. In ta dolg tudi raste, ker družba tudi stalno nekaj človeku daje. In pa potem še en pomemben... Seveda bi moral sam še to dopolniti, da ta vzgoja je samo en vidik odnosa do prihodnjih generacij. Drugi vidik je seveda odnos do okolja in do planeta Zemlja, če hočete. Torej do našega doma v najširšem smislu. To je tudi pa zadnje vprašanje, preden gremo na
ponoven kratek odmor. Torej, kako lahko vsak izmed nas prispeva k varovanju okolja in trajnostnem razvoju? Obnašati bi se morali tako, kot menimo, da bi se morali drugi do nas. Aha. Recimo, dam primer. Grem po pločniku in neka živa meja je zrasla tako na široko, da komaj se zrine mimo. To pomeni, da lastnik te parcele in žive meje, njega sploh ne briga, sploh ga ne zanima, kako to njegovo obnašanje deluje na druge. To je tipičen primer najbolj enostavne, če hočete reči, nedolžne družbene neodgovornosti. Pa mogoče še malo, bom rekel, širš? Če kakšen primer? Kaj ste Do mislili? okolja, se pravi, en Ja. primer Okolje, odnosa. pojdite pogledati okrog smetnjakov, kako se obnašamo do okolja. Ali res ločujemo odpadke, ali počistimo zraven kontejnerjev, ali nas to zanima, ali nas to jezi ali ne. Spravi, zdajle smo precej praktičnih primerov videli, kako je lahko posameznik odgovoren do družbe, do okolja, do naslednjih generacij. Predlagam, drage gledalke, dragi gledalci, da gremo spet na en kratek oddih in potem v tretji del oddaje Moja odgovornost do družbe. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja odgovornost do družbe. Danes je z nami prav poseben gost, gospod Živko Bergant. Dober dan. Obdelala sva, se pravi, dva segmenta na tej skici, družbena odgovornost posameznika do samega sebe, potem odgovornost posameznika do družbe, zdaj pa še odgovornost v združbah oziroma v demokratičnih procesih. Kakšno vlogo torej ima posameznik kot član organizacije, podjetja, države pri uresničevanju družbene odgovornosti? Združbe kot najširši pojem neke organizacije nastanejo s tem, da tam se združujejo ljudje, Posameznike. posamezniki. To se pravi, združba kot taka nima duše. Ne moramo recimo prišteti neko samostojnost. Čeprav govorimo o avtonomnosti podjetij pa tako naprej. Ampak glede obnašanja je to samo rezultanta ljudi, ki delujejo v neki organizaciji. Se pravi, ugled države v svetu je rezultanta ljudi, ki delajo v tem Tako je. državi, ne? Na srečo našo državo rešujejo športniki. Posebej zdaj, ne? Seveda odgovornost posamezne združbe je zelo različna glede na vrsto združbe, ne. Ali je to v društvih, ali je to v zavodih, ali je to zadruga, ali je to podjetje in tako naprej. Vendar spet tako kot za posameznika, za vsako združbo velja, da je temeljni prispevek izkazan v njenem poslanstvu. Tako kot je poslanstvo posameznika prispevanje k blaginji družbe, tako je tudi poslanstvo podjetja ali neke druge organizacije prispevanje k družbi kot celoti. To je posebej treba poudariti zaradi tega, ker je neoliberalizem čisto na drugi strani. On je zadovoljen, da neko podjetje ustvarja dobiček in je to že korist združbi. V resnici pa to korist samo lastnikom vloženega kapitala.
To se pravi, poslanstvo neke združbe je mnogo širši pojem, ki ga ne moramo samo računovodsko ali vrednotiti in tako naprej, ampak gre za prispevek, ki je lahko tudi v nematerialni obliki, v duhovni, umetniški, kulturni in tako naprej. A ne? Vsak, tudi umetnik prispeva k blaginji družbe. To se pravi, to poslanstvo podjetij je treba tudi tako široko jemati. Zato je seveda poseben problem, ki ga bi morala reševati ekonomika podjetij, ki pa danes temelji predvsem na dobičku, namesto na dodani vrednosti. To poslanstvo podjetja se kaže v odgovornosti podjetja oziroma posamezne združbe do njenih deležnikov. Po angleško stakeholderjev. To se pravi, vsi, ki imajo nek interes in vplivajo na delovanje združbe, so deležniki združbe. Osnovna definicija deležnikov je, da nosijo tudi oni del tveganja, poslovnega tveganja družbe. To se pravi, prispevajo k obvladovanju tveganja pri delovanju združbe. Ta definicija je zelo pomembna, ker tudi v literaturi dostikrat poenostavljajo, da so deležniki samo tisti, ki imajo interes v podjetju. To so pa tudi tatovi pa roparji. Tako da. Torej, zakaj je pomembno, da zaposleni sodelujejo pri upravljanju in delitvi dodane vrednosti v podjetjih? Bistvo je ustvarjanje nove vrednosti. Ta nova vrednost se kaže v podjetjih drugače kot recimo v društvih in tako naprej, ampak če poenostavimo samo podjetja, nova vrednost se bistveno razlikuje od sedanjega pojma dobiček. Nova vrednost pomeni dejansko prispevanje k celotni blaginji družbe. Zato je recimo zelo pomembno, ko govorimo o prenehanju združbe, danes predpisi dovoljujejo, da samo lastniki kapitala odločajo o tem. To je totalno družbeno neodgovorno. O prenehanju neke združbe bi morali razpravljati vsi deležniki te družbe. Ne samo zaposleni, ne, tudi In med njimi so najpomembnejši poleg lastnikov kapitalskih vložkov, seveda tudi zaposleni. In pa tudi država, ne, jasno. Katere pasti torej vidite v obstoječih modelih soupravljanja oziroma delavske participacije? Jaz mislim, da je tu precej zavajanja. Na eni strani namernega, na drugi strani nenamernega. Pa tudi neznanja. Nekaj je tudi slaba izkušnja iz preteklosti, zato se soupravljanje pogosto zamenjuje kar s samoupravljanjem in s slabimi izkušnjami iz tega obdobja. Soupravljanje je pravica in dolžnost deležnikov. Kdor prispeva k blaginji družbe, ima pravico in dolžnost soupravljati pri ustvarjanju te dodane vrednosti. Z vidika posameznika je pa to velik problem. Mi smo zgrajeni tako, ne,
da smo po naravi mal leni. Rečemo, da gremo po liniji najmanjšega odpora in ne bi naredili kaj več, kakor se je ravno treba. Zelo majhen odstotek se po raziskavah kaže, da so ljudje željni prispevati k upravljanju posameznih združb ali pa podjetij. Je bolj enostavno prejemati kar plačo, pa nič upravljati. To našo lastnost izkorišča neoliberalizem, ki nam daje možnost, da dobimo lepo plačo, pa se ne ukvarjamo z upravljanjem podjetja. To se pravi, neoliberalizem gradi na tistem, kar je Nietzsche rekel: največji sovražnik svobode je zadovoljen suženj. In če nam dajo nekaj, da smo zadovoljni z plačo, se nam sploh ne da ukvarjati s upravljanjem podjetja. Kako motivirati človeka, je pa seveda drugo poglavje, najbrž malo prekratko za današnjo srečanje. No, in to je ravno še zadnje vprašanje, sicer zelo na kratko, če lahko, kaj bi po vašem mnenju najbolj motiviralo ljudi, da bi prevzemali večjo odgovornost v organizacijah in v družbi kot v celoti? Vem, da je težko na kratko. Par praktičnih. To motiviranje se dogaja v kriznih obdobjih. Najbolj. V kriznih obdobjih ljudje znamo stopiti skupaj, se znamo žrtvovati in nekaj narediti. Kadar pa nam je blaginja visoka, sedaj se pa začnemo kregati, sedaj pride do izraza slabosti človeka, kot so nevoščljivost, zavist, želja po čim več, na tuj račun in tako naprej. Kako to premostiti? Jaz sem prepričan, da je možen samo na en način. To je s tistim, kar smo na začetku rekli, to je vzgoja in izobraževanje. Otroke bomo najlažje naučili, da smo vsi ljudje med seboj povezani in so odvisni. Ta soodvisnost se kaže v tem, da če enemu naredimo škodo, pa to pomeni, da smo naredili škodo vsem. In zavedanje te soodvisnosti jaz tesno povezujem z ravnijo, z nivojem civilizacije. Raven civilizacije se kaže ravno v tem, kako se ljudje zavedamo, da smo medsebojno odvisni in povezani. Ne bomo tega čez noč dosegli. Seveda. Jaz ponovadi rečem, bom 100 let počakal, da bojo ljudje razumeli, kaj sem govoril. Ja, kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor. Tudi tukaj velja verjetno. Tako je. Najlepša hvala za današnje misli, drage gledalke, dragi gledalci. To je bila oddaja Moja odgovornost do družbe. Hvala, da ste bili z nami in vabljeni k ogledu nove oddaje v kratkem.